Lep večer želim v Multimedijskem centru Kibla. Povabili smo na pogovor v naš segment evropskega projekta Risk Change, kjer vzpostavljamo pogovore z filozofi, umetniki, govorci, ki se ukvarjajo s tematiko migracij, kar je tudi naše vodilo projekta. Tako je tudi prišel na našo listo Damjan Kozole. Dobrodošel. Sledilo bo pa tako. Pripravljene imamo 3 kratke filmčke oziroma dokumentarce. 2 govorita o Ulaju oziroma Ulaj in pa Marina Abramovič, tretji, ta zadnji, pa bo Do meje. Začeli bomo z Fototot in po vsakem dokumentarcu bo dosledila vprašanja, razlage, pogovor ob njem in na koncu še vaša vprašanja. Pecota pa prosim, da se nam pridruži. Daj! You're my helper. Okay. Dober večer še z moje strani. O filmih bomo več po filmih. Ulaj, ki ga bomo najprej pokazali, se pravi Fototot, ki je rekonstrukcija njegovega znamenitega projekta iz leta 1976, je bil v resnici film, ki je bil lansko leto zmontiran za Ulajevo veliko pregledno razstavo v Frankfurtu in je to sploh druga javna projekcija. Mislim, da oziroma enkrat je še bil v Ljubljani prikazan, tretja javna projekcija, medtem ko tisti dokumentarec o Marini Abramovič je pa sploh prvič predvajan, tako da so taka ekskluzivna predvajanja. You're honored. Ja. Torej, gre za povezavo 1976-2012, gre pa tudi za povezavo s projektom Projekt Rak, s filmom in na kak način zaključek v bistvu samega projekta in na to tale kratek dokumentarec oziroma film zaključek samega celovečerca. Ja, to je v bistvu ena serija kratkih filmčkov, ki jih jaz delam tako vzporedno z nekimi drugimi projekti, ki jih v nekem trenutku pač naredim, dokončam in potem jih postavim tja v arhiv in v bistvu sploh nimam nekih konkretnih namenov, kaj bom z njim, ampak včasih pride nek pravi trenutek, ko take stvari dobijo, bi rekel, na neki teži. Zdaj, jaz sem snemal film o Ulaju in to je v bistvu bil en majčken del tega. Ulaj je takrat je imel raka in spomnim se, da je vsakič, kadar se karkoli dogajalo, se rekel, čemo snemati ali ne, on je rekel, ti sam snemi, lej, čez par mesecev me ne bo več, vse bo imel vrednost. In na nek način se jaz tega itak že skozi držim, neke svoje, bi rekel, bolj so to moji neki zapiski, no. In potem se je pa zgodilo to, da so iz tega materiala, ker je bila ta, kot sem prej rekel, pregledna razstava, me Ulaj prosil, če bi to lahko uporabil in je bilo dosti na enem velikem platnu, se je to vrtelo tako non-stop, je bilo na lupu narejeno in se vrtelo ves čas kot dokument. In zdi se mi, da je zanimiv pogled na nek način, bolj kot v sam projekt, ki ga verjetno vsaj tisti, ki poznajo Ulajevo delo, poznajo. Zanimivo je bilo tudi to, da mlajše generacije so tako rekli, da sploh mislim, zakaj sploh tle gre, ne. Namreč Ulaj je šola fotografa, ki je delal na klasično fotografijo in fotografija mora biti najprej eksponirana, jo moraš v laboratoriju dati v razvijalec, v vodo, da prekineš proces razvijanja in potem da fotografijo fiksiraš. In on teh fotografij ni fiksiral, postavil jih je prostor, ta originalna razstava postavljena v Amsterdamu in ko se je prižgala luč, so pred očmi, takrat 76, je bil kontekst seveda popolnoma drugačen, pred očmi gledalcev, ki niso vedeli, kaj pričakovati, je naenkrat zginevalo tisto, kar je večno. Umetnost je nekaj, kar vsi verjamemo, da je neminljivo, nedotakljivo, skratka, on je že takrat na nek način problematiziral ali pa tematiziral to pozicijo, kaj je umetnost.
Skratka, tle je šlo za reenactment v moderni, kot del, kot uvod v film in potem vse to skupaj je bilo uporabljeno znotraj, zdaj pravim, enega takega dokumenta, ki se mi pa zdi zanimiv, ne samo zaradi Ulaja, zdaj, ko sem to gledal z vami, jaz sem namreč že nekaj časa nisem, je tudi en dokument neke likovne scene, ne bi rekel samo ljubljanske, ampak slovenske, ne, tle noter ogromno enih obrazov, znanih ljudi iz te scene, vsi so takrat prišli na to. Tudi vprašanje je bilo, če so bili povabljeni na sam performance ali je bil odprte narave, torej kar tudi pomeni na nek način usmeritev publike, gledalcev skozi ta proces snemanja, dokumentiranja, montiranja, kvečemu. Ulaj je, bi rekel, zelo tako rad ima svoje prijatelje in seveda en velik del teh ljudi je bil osebno povabljenih. Ni pa bil zaprt dogodek, mislim, bil je oglaševan, tako da so ljudje lahko prosto prišli. Jaz se spomnim, da smo imeli par težav. Eno je, ker smo imeli samo eno kamero in sem rekel, kako zdaj to vse skupaj ujeti. Drugo je pa ravno to, kar se tudi potem vidi, ne. Namreč ta proces zginevanja fotografij, le to, kar mi gledamo v parih minutah, se nam zdi hiter, ne, ampak logika filmskega očesa je druga in ti enostavno ne moreš ujeti tega procesa, kako stvar zgineva, potem pa tle so še refleksi, pa je solarizacija, tako da na koncu, tudi v zadnjem kadru ti ne vidiš čiste teme v resnici, ker se ta tema zgodi šele dosti kasneje. Je pa tako, da smo potem na koncu snemali s 5 kamerami, ampak teh 5 kamer je bilo tako mobiteli, fotoaparati, sin, prijatelj sina, montažer, skratka vsi, ki so znali kamero prižgati, so sodelovali tle zraven, da smo ujeli čim več nekako tistega, kar se v tem kratkem času lahko zgodi. In še ena stvar je mogoče zanimiva, ta prvi del, ki je v temnici posnet, kjer je pod rdečo lučjo. Ko sem ga pogledal, se mi je zdelo, da je ta neka, ko bi rekel, spontanost v kameri, kako je zadeva posneta in kako se je sama naložila noter, toliko zanimiva, da je tistih prvih 5 minut sploh nisem montiral. Enostavno je dobesedno, tako kot se je posnel, sem kar pustil, zato včasih kamera dol pade, pa gre naprej. Skratka, to niso neki umazanija, ki sem jo pustil noter, ampak enostavno se mi je zdelo, da pustim dokument nedotakljiv, ja. Nedotaknjen. Super. Tudi v bistvu povezano spet z projektom Rak, da Ulaj ni želel, da se karkoli ponavlja. Ne? Torej tudi tukaj mogoče vidno, da se nič ne ponavlja. Kak je na ta način snemati oziroma kak je pristop, kak izziv je to za režiserja? Ja, zdaj, mislim, Ulaj je imel seveda to idejo, da ne želi, mislim, on je skozi govoril, ne, razlika med Marino in med mano je v tem, da je Marina vrhunska igralka in zato je uspela, jaz pa nisem igralec, ker ne znam ponavljati in zato sem pač sam Ulaj. Ampak smo tudi kakšne stvari ponovili, za razliko od tle, ne, kjer pa v resnici nisi imel kaj ponavljati, ker ne samo za našo kamero, ampak tudi za vse povabljene bi zadeva, se pravi, lahko bi bil problem že, če bi nekdo vzel fotoaparat s flešem pa sprožil, bi se že proces začel dogajati. Tako da na nek način so to pač taki tvegani projekti, kjer mora biti in Ulaj je res, kar se tega tiče, zelo striktn, natančen. Te poskusi, ki so te noter, to je trajalo cel popoldne, to je bilo ne vem koliko kosov tistega ogromnega fotopapirja eksponiranega, da se je stestiralo. Tako da je pa ta projekt Rak, ki je pač bil povod za to, da se je tudi ta reenactment zgodil, ker tudi Ulaj ne želi, ne, ravno spet ta razlika med Marino in Ulajem je, da je Marina na nek način iz performansov, ki po definiciji se naj ne bi, ona dva sta imela, točno se spomnim, to mi je tudi Marina pravila, njun statement je bil, da nikoli ne veš, koliko časa bo trajalo, v kakšnem stanju bosta to končala in ne ve se, kdo bo odnehal in nikoli ne ponavljala. In zdaj nekako zamera, mislim, se brali, te zgodbe so že postale ena taka, ko bi rekel, iz te performing arta, že ena taka nadaljevanka med njima, ta love-hate odnos je
je to, da seveda Marina projekte, ki sta jih ona skupaj izvaja v nekem novem, bolj temu rekel, takem bolj ameriškem kontekstu, ne. Ulaj je pa zato tudi seveda pri filmu rekel, ne ponavljam, ne. En del tega filma smo med drugim posneli tudi v Mariboru takrat za časa EPK-ja, ne. Ja. Ok, mogoče naslednji, oziroma če je kako vprašanje z vaše strani? Zvok se je mogel kar dosti popravljati, ne, bi rekel, ali kak, ker ste snemali s tokimi napravami. Se sliši, da ni najbolj perfekten, ampak kaj ste naredili? Je bil kdaj fejst uničen, pa ste ga mogli še bolj popravljati? Ali? Ja, zvok je malo amaterski, ne. Jaz vam skozi to teorijo, tudi zdaj imam, kar bo povezano pol tudi na ti zadnji film, ki je vezan na begunce, sem imel en tečaj za te skupine ljudi, med njimi so tudi begunci, ki želijo snemati dokumentarce. To v Ljubljani pod okriljem Luxus produkcije iz Krškega se to dogaja. No in jaz skozi govorim eno, s kamero, sliko lahko danes delaš kar hočeš, še posebej po dogmi, po danski dogmi, lahko je stresena, lahko je neostra, lahko je črno-bela, lahko je zrnata in je vse stvar koncepta. Ampak ton mora biti pa dobro posnet, če imaš ton slab, si amater, ne. In tle smo malo amaterji, ne, tle je pač se vidi, da je to snemano z raznimi stvarmi. Ampak se mi je zdelo ravno to, tako kot sem rekel, ravno tako kot nisem hotel prvi del montirati in ga pustiti avtentičnega, je tudi zvok bolj, bi rekel, neke vrste poezija, ne, nek šum, kakor pa nekaj konkretnega tle. Ne gre za to, kaj se oni konkretno dogovarjajo. Tako da malo smo seveda čistili z določenimi čistilci, da smo poskušali vsaj malo, tudi idealni pogoji tle niso, treba priznati, ne, zvočni. Ni pa v resnici ni glih idealen zvok, ne. Zdaj pa, če navežem to na naslednji projekt, je tudi povezan z Ulajem. Je pa tako, da ker je Ulaj nastopil v Marininem filmu, je Marina pač nastopala v Ulajevem filmu. Bilo je pa to v Berlinu, to je bil februar 2012, bil je, tako spomnim se, res ekstremen mraz in bila je premiera v Kino International, to je en tak velik, še vzhodno-nemški kino, kjer je ne vem koliko tisoč ljudi ostalo brez karte, vsi so hoteli na to premiero prideti, niso mogli. Potem je bil pa res sam za en omejen krog ljudi party v tej znani galeriji KV. Spomnim se, da ko smo mi prišli, moja majhna ekipca, da je tam bilo, da so bili tako res svetovno znani umetniki pred vrati, ki niso mogli stopiti, ker niso imeli karte. In zdaj, ko si prišel noter, je bilo pa zanimivo to, zima je bila, moral si steči plašč in čisti smo dobili bele halje in tiste slušalke gor. In bilo je samo eno pravilo in to je, nihče ne sme govoriti. Skratka, pojavila se bo Marina, vsi so navdušeni nad filmom in nihče ne sme govoriti in naj zdaj, kakor jih hočejo, pač pokažejo svoje navdušenje nad filmom. Več pa pol po filmu. Torej, še en performance, ne? Prosim? Ne, ni problema z zvokom. Tam je vedno, ogromno krat, ko si ga poslal, sem ga gledala, ampak vedno ostala brez besed na koncu. V bistvu prvi del je boljši, ne, dokler je bilo vse tiho. Ja. Je pa res, da pol, ko ni bil več silent party, je pa šampanca zmanjkal hiter, ne, tako da. A zato si mi snimalo naprej? Ne, ker je pač Marina odšla, je bilo v bistvu na nek način konc vsega skupaj, ne. Meni se zdi zanimiv, mislim, v bistvu je bil dogovor z Marino, da bi iz tega res naredili en kratek film. Tako da tega materiala je še več, kot je tle, in če bi film naredili, bi ga nekako morali malo zgostiti, zdaj je malo ohlapen. Jaz sem takrat pol to zmontiral in takoj po tistem se je pa začela v bistvu vojna med Ulajem in med Marino.
In nekako je pol to vse skupaj obveselil, jaz nisem hotel pa več niti ustrajati s tem projektom. Zanimiv se mi zdi seveda, tle se vidi Marina Abramovič, da njej je vse pač performance, ne, njej je tudi žur po filmu je spet performance, ne, in verjetno najbrž, ko je šla v hotelsko sobo, je po mojem bil spet tam naslednji performance, ne. Tako da, ja, mislim, kot sem rekel, no, to so neki dokumenti, ki so bolj neki moji zapiski, neke dragocenosti, ki jih niti ne želim neki forsirati kot neka avtonomna umetniška dela. Se mi pa zdi na to povabilo, ki sem ga dobil z vaše strani, se mi je zdaj zanimivo pokazati nekaj, no, kar je najbrž fajn neko pogled v zakulisje od odzadaj in je nekaj, kar ni bilo še ne. To gre za osebni oziroma nek statement, to, kar, kako bi rekla, ne vem, kot nek podpis vaš mogoče. Pa ja, kot nek arhiv, no, neke stvari, ki se nabirajo in ko imaš na nek način privilegij se družiti s temi ljudmi in si skozi skupaj in običajno nastane potem samo film in kup stvari se pa pol odrečeš, je fajn, no, ko nastajajo pol take zadeve in se mi zdi, da v nekem kontekstu imajo neko svojo dragocenost, da jih lahko pokažeš tako, kot jih lahko danes. Ja, ker v bistvu, koliko sem jih dojela vse tri, gre za neko vrsto raziskovanja, za neko noto, kaj zanima umetnika oziroma režiserja v tem primeru, kaj je krč tega, kaj se danes v bistvu tudi okoli nas dogaja preko sodobne umetnosti, kakor pol tudi preko samega dokumentarca Meje. Kaj je to raziskovanje v tej sodobni umetnosti, zakaj performance, zakaj Ula in Marina? Zdaj, mislim, pri obeh, ne, in tudi pri ta tretjem, pri Mejah, je tisto, kar je skupno, je ta neka nenarativnost noter, ne. Jaz izhajam iz te neke Škucove šole, jaz nisem niti na AGRFT-ju bil, skratka, jaz nisem klasično izobražen filmski avtor in mene so zmeri te nekak mejni, drugačni narativni principi zanimali in v bistvu me te neke repetitivne stvari vedno zelo fascinirajo in so pravzaprav na nek način dosti blizu tej neki galerijski postavitvi, ne. Mislim, da tretji Borders bo najbolj pravzaprav šel v to, ker je na nek način celo ideja tistega filma bila, da bi pravzaprav bolj bil neka inštalacija, kakor pa, in tudi te filmi, ne, to, kar smo zdaj gledali, so pravzaprav skoraj da bi rekel, lahko bile neke galerijske inštalacije, ki bi se v lupu lahko vrtele. Zdaj se najbrž že počasi dotikava tudi Bordersa, ne, ki je štartu zdaj, mislim, vsi te filmi, nasploh vsi filmi, ki sem jih delal, imajo seveda neko osebno zgodovino. Zdaj, kar se tiče teme begunstva, ki je nekako osnovna tema, ki jo vi tudi peljete znotraj. Tako, preko projekta Risk Change, ja. Je tako, jaz sem rojen v Brežicah, tam v bistvu meje nikoli ni bilo in potem jaz sem bolj, bi rekel, vezan bil v mladosti na Zagreb, kakor pa na Ljubljano, meni je bil glavno mesto Zagreb, jaz sem plošče, kavbojke, vse to sem nekako prek Zagreba, pol ure bil z vlakom do Zagreba, prvi koncerti, Kulušič, Hipodrom in tako naprej, takrat je bilo v Zagrebu kar močna scena. Tako da nekako sem pol seveda bil občutljiv na to mejo in že 2002 sem snemal Rezervne dele, ki je bil fikcija, sicer na osnovi realnih stvari, ki so se zgodile. In ko se je začelo 2015 ta velik eksodus begunski, seveda najprej prek Madžarske, in ko je bilo jasno, da se bo usmeril na slovensko stran, sem bil prvi dan dol s kamero. Takrat, ko je naša policija blokirala mejo in so bili te prve skupine ujete na nikogaršnji zemlji med Hrvaško in med Slovenijo, policija ni nobenih težav delati, tako da smo imeli dostop in smo lahko snemali. In sem takrat z mojim snemalcem Matjažem Mrakom bil par ur dol, Matjaž je snemal. In poleg te neke človeške, seveda, pretresenosti, ki jo imaš, ko vidiš te ljudi, se je na drugi strani
na drugi strani sem imel neko avtorsko, ne vem, bi temu rekel slabo vest ali neko dilemo v smislu tega, da pravzaprav nastopaš kot vojni dobičkar s kamero tam in snemaš ljudi, ki so zdaj po definiciji seveda v grozni situaciji in ti participiraš na njihovi tragediji. Zdaj, seveda, filmarji smo narejeni tako, da snemaš tiste, ki so najbolj občutljivi, skratka otroke, starejše ženske, oni, ki so, spomnim se, en je imel gangreno in so mu tam neki nogo rihtali, skratka grozne stvari so bile. In takrat sem se odločil popoldne, mi z Matjažem smo pač nekaj tam še pomagala, kakor sva lahko, in potem sem se odločil, da ne bom filmal v tem delu. In sem se vrnil, oziroma sva prekinila, sem se vrnil nazaj v Ljubljano in je pol par dni seveda trajalo skozi ta neki umen, da na nek način kot avtor pa moram reagirati na čas in na tako pomembne stvari, ki se dogajajo. In da film ni samo fikcija, ampak tudi dokument, že v genezi filma je 1895 Lumière postavil, brata Lumière, postavita kamero, ne, in snemata v bistvu dokument, ampak sočasno se pa pojavi milje fikcija, skratka, film je ves čas, 100 let in še več, ne, med fikcijo in med realnostjo in zdaj se mi je, da na nek način moram odreagirati. In v bistvu ravno to razmišljanje, ki sem omenil, skratka, te začetki, so me pripeljali do tega, da naredim v bistvu Lumierovski film, skratka, da postavim kamero kot opazovalec in da se postavim v neko, mislim, seveda objektivno nikoli ni nevtralne pozicije, ampak da se postavim v neko pozicijo s čim manj manipulacije, skratka, da naredim film praktično brez režije, brez dialogov, brez glasbe, brez montaže, brez skratka, nekaj najbolj skoncentriranega, minimalnega, kar je lahko. In potem sva naslednji dan z Matjažem šla in nastalo je to, kar bomo zdaj videli, potem pa lahko še komentiramo naprej. Odlično, hvala. Kakšen komentar? Kar je mogoče zanimivo pri tem filmu je, da je dan, predno sva šla to snemati, sem jaz opisal situacijo, recimo v 5 stavkih je pisal pokrajina, lepa pokrajina, oddaleč se pojavi nenadoma kolona ljudi, ki se približuje, najprej ne vemo, kdo so, prihajajo vedno bliže, vidimo, da je to kolona beguncev v spremstvu vojske, prihajajo mimo nas, soočimo se praktično vsakim v obrazu, odidejo, stane pokrajina, ki pa v resnici ni več ista pokrajina, ne vidimo več z istimi očmi kot prej. In da bi to posneli, je bila verjetnost 1:1000, ne, ali pa še več, da se to lahko zgodi. In midva smo najprej, morali smo se pa prijaviti policiji, tako da policija je vedela za nas, ni nam prepovedala, najbolj jim pa tudi ni bilo všeč, da to snemamo. In sva najprej 3 ure čakala, 7 jutri sva že bila dol, sva čakala na, jaz sem to poslal, to vam bolj povedal, zakaj povem, popoldne sem poslal Matjažu in producentu ta scenarij, ki mi je tisti moment padel pač v glavo, kako se loti take občutljive tematike, brez, kot sem rekel, ali pa z minimalno manipulacije. Pošljem po mailu, Matjaž mi odgovori, pravi, jaz sem jutri čas, greva, ob 6 sva krenila in sva bila dol. In sva najprej čakala 3 ure na eni lokaciji in sva ugotovila, da policija ve, kje midva čakava in da m ne ustreza in da jih pelje po drugi poti. In potem smo se, tudi gor sta napisala 2 novinarja, Associated Press, in sta nam rekla, tam so 2 poti, obstaja šansa ali pa tam, da jih peljajo, ker je bil dejansko ta sprejemni center v Mariboru, v Brežicah prenatrpan in so jih v bistvu vozili naokrog po daljših poteh tudi zaradi tega, da pridobijo na času, da so prejšnje skupine pač na vlak spravljene.
Tako da sva vsega skupaj čakala z Matjažem 7 ur za ta en sam kader, ki se je potem zgodil. In na nek način spomnim se tega občutka, zdaj te ljudje so hodili dobesedno mimo mene, tako dotikali smo se, videla sva tako blokirala na nek način kamero, ja, sva kar izvolite. In so se dobesedno, praktično si bil, mislim, njihovo dihanje si čutil. Mimo vaju ste šla. Tako da na nek način je seveda si pretresen od te kolone ljudi, ki gre nekam v neznano in so vsi na nek način, se vidi, ne, na obrazih, prepričani, da jih tam čaka super življenje. Ne. Tako da ena strani je ta pretresenost, na drugi strani je pa seveda ta neka avtorska fascinacija, ker veš, da si ujel nekaj, kar je v nekem tajmingu, traja in seveda to ni film za, ne vem, za predvajati nekje, kjer so ljudje nervozni. Ne. To je film, ki po parih minutah se mi zdi, da je jasno, da bo to trajalo in trajalo in trajalo in da je to v bistvu en tak film meditacije, kjer vmes lahko razmišljaš o neki verjetno lastni človečnosti, o nekih lastnih usodah in tako naprej. In tako da spomnim se, da so se potem proti večeru vračala proti Ljubljani z avtom, posnela že to in je klical moj producent Daniel Hočevar, ki je rekel, ti, škaj, ravno kar sem prebral ta tvoj scenarij, meni se zdi čist v redu, kdaj si pa ti mislil, da bi to posnel? In sem rekel, škaj, je že posnet, tako da je, v resnici je bil film pač v petek nekako zamišljen, v soboto je bil posnet, v ponedeljek smo ga pa, ker montirati ni bilo okej, smo tisto še naredili, tako da je bil dejansko narejen v najkrajšem možnem času in je na nek način moj pogled na to, kako se soočati z nekimi temami, ki so seveda delikatne. Ne? In tudi pred začetkom smo se mi trije pogovarjali, tisto recimo v Ljubljani je nedavno bil festival dokumentarnega filma, kjer v uvodu, če ste prebrali uvodnik od Simona Popka, direktorja, ki je zelo dober tudi programski direktor, ne, se je odločil, da letos, da je njegov statement, da ne bo filmov na begunsko tematiko. Celo napisal, da so vzeli študijski dopust, kar se mi zdi malo cinično. Ga pa seveda po eni strani razumem. Razumem, da je inflacija, da je ogromno projektov, glede na to, da je seveda to tema in eksodus, ki se je odvijal od Turčije, Grčije, prek vseh balkanskih držav do Nemčije, normalno veliko ljudi reagiralo na to. Ne. Ampak mislim, da ni seveda, da študijski dopust ni odgovor na to, da obstajajo filmi, ki se boljš ali pa včasih dosti klasično, konvencionalno lotevajo teh tem. Ampak vprašanje, če dosti opozarjamo na te teme, jaz mislim, da nikoli ne dovolj. Zdaj, vprašanje je seveda nekega avtorskega izziva, na kak način se tega dotakneš, ampak mislim, da recimo v zadnjem času, če se spomnim recimo samo film Odprto morje, Fokomare, Goreče morje je bilo original, ne? Ki je izjemen film, mislim, če kdo lahko za to reče, da je inflacija tem, jaz ne vem, mislim, se mi ne zdi, da je to tako, da jaz bi bil tle zelo previden, strinjam se, da so to občutljive teme, ki pač v štartu generirajo neko empatijo in ta empatija lahko zelo hitro zdrsne v nekaj, kar je, seveda pri takih stvareh je neumestno govoriti prosim? Ne, o denarju, bolj bi rekel prej v neki, bi rekel, poenostavljeni empatiji, ne, ki pa zelo hitro lahko zdrsne v neko patetiko, ne. Ker jasno je, mislim, kaj lahko poveš na temo begunstva, razen to, da so ljudje v slabi situaciji, ne, in da jih, prosim? No, mislim, da ni, mislim, vsaj moja ideja ni bila povezana s tem. Moj pogled ni, no, mislim, tisto, kar sem jaz hotel, sem stvari malo drugače videl. Tako da je seveda zdaj zelo
delikatno, kako se takih stvari lotevati, ne. Brez, mislim, se strinjam, da je tudi to, kar pravite vi, ampak zdaj moj pogled, sploh pa v tem filmu govori o nekih drugih stvarih, da pa v ozadju seveda tudi biznis, pa se strinjam, ne. In tako je nastal pač ta projekt, ki je potem, na katerega sem isto kot na ostala dva vmes že posnel, ideja je bila, da bi ga mogoče naredil kot neko galerijsko postavitev. In potem je čisto, ko je bil zadnji rok za Sarajevski festival, smo ga pravzaprav po roku nekako vzeli, prijavili in je selektorica rekla, ja, hočem ga imeti in v bistvu to je nekako, da uporabimo Lajovo besedo, reanimirali film, bila je ena taka odskočna deska in je film bil na nek način ravno prepoznan v tem, no, da se brez nekega lažnega tega, ne, eksploatacije, zelo velikokrat se pri takih temah uporablja beseda eksploatacije, pač opozarja na nekaj, kar se je dogajalo v Sloveniji in seveda kaže, da so v teh kolonah, da te kolone niso samo kolone, ampak da so sestavljene iz ljudi. Ne. Ja, mislim, mene je ustavil, še danes me je ustavil, ker ostane, mislim, da tudi tempo, katerega ima film s temi koraki, definitivno tudi nakazuje na to, da kako tečemo sami skozi življenje. Jaz sem pomislila na to, naprimer, da tudi, videli smo jih, kako prihajajo in mogoče, ne vem, če se na državo obrnem, ja, včasih tudi nas gledajo na ta način, pol pa pač ostane vse prazno in smo pozabljeni tudi na nek način, ne. Ker je toliko obrazov preteklo, da... Ja, to, kar je meni všeč in kar je bila nekak ideja, da je ta film res odprt za interpretacijo in da pravzaprav vsak v sebi neko lastno humanost, nek občutek, ki ga ima, mislim, zanimivo mi je bilo tudi to, da tudi so ljudje, ki pač imajo drugačen pogled na to, rekli, koliko si dobro ujel, koliko jih je koščurkov, ne. Skratka, hočem reči, tako so si interpretirali pač film, no. Sledi mogoče kaj še za tem filmom, kakšne inspiracije, oziroma zdaj, ko je nekaj časa preteklo, se je malo tematika tudi omehčala, mogoče z tega vidika v prihodnje še vedno razmišljaš o teh tematikah, migracijah, begunstvu, oziroma tudi same mikromigracije in makromigracije, ali so begunci ali v kakšni drugi obliki? Pa zdaj v naši produkcijski hiši Vertigo, kjer tako stalna režiserja še Metod Pevec in jaz, skozi na nek način poskušam odpirati te teme. Metod je delal, mislim, da izjemen film Dom o ljudeh, o delavcih Vegrada, ki so ostali v tistem domu noter. Tako da jaz sem pred tem delal film o izbrisanih, nekako neka kontinuiteta tem je, ki se mi zdi, da so pomembne in da se odpirajo neke teme, ki niso seveda najbolj všečne in ki marsikomu niso všeč, ampak je pomembno, da čistiš pred lastnim pragom. Tako da jaz zdaj konkretno na to temo ne delam nič, je pa vezano seveda, projekt, ki ga pa delam, je pa vezan na galerijsko, na likovno dejavnost, namreč pripravljam dokumentarc o Igorju Zabelu. Ne vem, a ga večina pozna, ne, Igor Zabel je bil kustos, ki je bil zelo uspešen, ne, tam okrog 45 je bil star, ko je umrl in je bil sokurator za Kaselsko dokumento, za Beneški bienale in je enega jutra poleti šel z ženo, sta šla v službo, žena je tudi kustosinja v Narodni galeriji, ne, Zora je. Sta šla v službo in na Beethovnovi v Ljubljani še na kavo en majhen kafič, dan prej so pa odrezali prometni znak in je ostal en mali štrcl in se je spotaknil ti štrcl in si je razbil kolen in končal v bolnici in bi ga morali operirati, ampak ker je bilo poletje, in dve zmanjšane ekipe so bile in dve velike nesreči sta bile in so ga vsakič omaknili nazaj in je umrl od strdka. Skratka,
mislim, bolj bizarne smrti jaz še nisem slišal. Mi smo dobili, ker je pa bil v kontaktu s praktični vsemi kritiki, teoretiki iz sveta, to je le en majhen krog ljudi, smo tudi mi njih dobili, tako da je ta del že posnet in delam film, ki bo posvečen Igorju Zabelu. Super, odlično, hvala. Še kako vprašanje z publike? Hvala, zahvalila bi se ti, če je še kaj, se lahko tudi kasneje bomo se še malo podružili, če prije kaj za nami, tako da najlepša hvala za odziv, da si prišel, da si nam pokazal te 3 filmčke, zapomnili si jih bomo sigurno, ne? Ostali bodo z nami, tako da hvala vam, da ste prišli, pa lep večer želim še naprej. Hvala.